Ja, ponovno. Lepo pozdravljeni na mojem kanalu Greg Skort, kjer bom danes govoril o strašanski seriji Luke Dončića in pa Dallas Mavericksov. Vemo danes na srečanju proti Houston Rocketsom že 7. zaporedna zmaga, najdaljši niz Dallasa v kar lepem času. Torej, o strašanski statistiki, nizu zmag, napovedovanju MVP kandidature Luke in tako naprej v nadaljevanju. Še prej pa vas lepo pozdravljam na mojem kanalu in vas vabim, da če ste tukaj novi, da se nam naročite. Hvala. Skratka, danes je Luka takoj po srečanju z Houstonom dejal, da ni bil posebej zaskrbljen po prvem polčasu, vedel je, da mora biti v nadaljevanju malo bolj agresiven in to mu je tudi uspelo. Saj v drugem polčasu v bistvu dosegal 29 točk. Ja, zelo tak počasen prvi polčas, 10 točk je imel, da bi potem v nadaljevanju našel priključek in zagotovil že, kot rečeno, 7. zaporedno zmago Dallasa. Mislim, v izjemni seriji je trenutno Dallas, v izjemni seriji je v tem trenutku Luka. Hudo na glas napovedujo svojo kandidaturo za MVP-a, kar še nima v svoji karieri. Zdaj nekateri menijo, da se malo preveč ekipa na to zanaša. Dosti je bilo govora predvsem takrat, ko jim ni šlo, ampak zdaj jim dejansko gre. Treba je vedeti, da je Luka v tem obdobju 7 tekem, pazite zdaj to, beleži 41,7 točke, 11 skoka in celo 9,9 podaje. Tako da 0,1 podaja mu zmanjka do trojnega dvojčka, ampak trojnega dvojčka, ki vsebuje 41,7 točk. Kot rečeno, je Dallas zmagal 7krat zapored, kar je najdaljši niz po letu 2010 oziroma 2011. Seveda, takšnega povprečja točk, skokov in asistenc v tem obdobju 7 zmag ni še nikoli dosegel noben igralec v zgodovini lige NBA. Zdaj mislim, da podobni rekordi sploh več niso neko posebno presenečenje za Luko, kajti kaj dela ta fant v tem trenutku je neverjetno. No? Saj v svojem zadnjem podcastu sem govoril o tisti tekmi, v kateri je dosegal 60 točk, ampak lejte, v tem nizu so še 2 tekmi z 50 točkami. Vse omenjene tekme imajo praktično okoli 10 skokov ali več in pa okoli 10 asistenc ali več. Zdaj mogoče bi to lahko nekako slabo vplivalo na neko drugo ekipo, kot je Dallas, ampak vemo, da je pomoč tista glavna težava Luki pri Dallasu. Katastrofalno slabe igre pred tem nizom, zdaj upajmo, da so dobili nek zagon. Zakaj? Ker je to izrednega pomena pred nadaljevanjem sezone, ki sledi. Urnik po novem letu bo natrpan. Ja, saj res. Srečno novo leto. Ja, kar sledi, ne bo niti malo prijazno do Dallasa. Z samimi zmagami so v tem trenutku na 4. mestu zahodne konference. Ampak razlika tako do 1. mesta, kot do 10. je tako majhna, da se lahko še veliko tukaj v tem času spremeni. Ko sem omenjal, da bo urnik natrpan, s tem sem res tako mislil. Sledi tekma proti Bostonu, mislim, da vodilni ekipi konference na drugi strani. Zatem sledi tekma proti drugo ali prvo uvrščeni ekipi zahodne konference, New Orleans Pelicani. Prihaja Oklahoma zatem. Vedno si misliš, pa sej Oklahoma bomo, ampak z Shea Williamsom, Aleksandrom in ostalimi fanti je proti Oklahomu letos še bila vsaka tekma težka. LA Clippersi. Vemo, da Kawhi Leonard vsako drugo, tretjo tekmo celo igra. Los Angeles Lakersi, zadnja tekma proti njim je bila posebej ostra, pa vemo, da je LeBron spet našel formo, dal na plin, odkar ni Davisa, no, da tako rečem. In tako naprej, dolg januar bo in pa same odlične tekme, no, v glavnem, to je tisto glavno, kar nas zanima. Verjetno, če ste spremljali moj prejšnji podcast, ste opazili oziroma slišali, da
sem bil zelo slab glede spremljanja v živo tekem decembra. Razlog je preprost, menjava službe in pa malo spremenjen urnik vstajanja vsega skupaj. Zdajle pred novim letom in pa takoj za novim letom sem si pa res malo bolj pogledal tekme, kaj se dogaja. In ja, mislim, Luka itak prekipeva od samozavesti, je pa se tudi v igro vključil Wood, pa Tima Hardawaya še moramo pohvaliti, pa vsake toliko časa še kakšen doda svojo partijo, tukaj gledam predvsem na Dinvidija, no. Kakorkoli, Luka o vsem tem pravi, da je vedno lepo zmagovati. Energija v slačilnici je izjemna, ampak želimo si še več kot teh 7 zaporednih zmag. Danes smo igrali slabo, a velikim ekipam uspejo povratki in zmage na takšnih tekmah, ne. Tako da Luka mislim, da razmišlja pravilno, sploh ne bi bil na tem mestu, če temu ne bi bilo tako, ne. Kot sem pa že prej omenil, z takšnimi igrami se njegove delnice na MVP stavnicah samo dvigajo, više kotirajo. Kaj pa Luka meni o tem? Pravi tako, ko sem že večkrat poudaril, me posamične nagrade ne veselijo toliko kot zmage moštva. Tokrat nam je uspelo preobrniti potek dvoboja, naslednjič pa znamo biti za slabši vstop v tekmo kaznovani s porazom. Ja, res je. Ko ekipa igra dobro, sem tudi jaz zadovoljen. Še enkrat več je Luka postavil v ospredje svojo ekipo. Večkrat sem se tudi sam osebno dotikal samega vodenja tekme s strani Jasona Kidda, glavnega trenerja. Recimo, da je zdaj vsaj malenkost spremenil rotacijo, kar se tiče grede Luke. V preteklosti so me bolj zmotili kakšni klicanje oziroma bolje rečeno neklicanje minut odmorov. Zdaj pa Luka ponavadi kakšno minuto manj preživi v drugi četrtini in pa veliko več igra v drugem delu igre, se pravi po polčasu, ne. Tako da tu se mi zdi zanimivo, nekako se ta taktika v tem trenutku obrestuje. To se mi zdi zanimivo, no. To bi še rad zdajle malo vaše mnenje slišal, ker se malo bolj redko slišim. Kako vi gledate na to, na te igre Luke, na ta niz Dallasa, na te izjemne številke, ki jih Slovenec dosega, ne? Danes je itak bil nenormalen dan v NBA-u, Mitchell, ne, 71 točk, Klay Thompson v podaljšku ob zmagi 54 točk, pa da ne govorim naprej, glavnem neke nenormalne cifre se v zadnjem obdobju dogajajo. Sam sem na Twitterju naredil eno anketo, ki pa, roko na srce, je malo bolj naklonjena Luki Dončiću. Zakaj? Seveda zaradi tega, ker se na tem mestu zbirajo bolj navijači Luke. V tem trenutku je 107 glasov danih. Vprašal pa sem, kdo je po vašem mnenju trenutni MVP kandidat. Zdaj se pravim, 93,5% je odvrnilo za Luko Dončića. Embiid ni prejel glasa, medtem ko Jason Tatum 1,9% in pa potem možno sem še dal kdo drug, 4,7%. Kje je Jokić, se verjetno sprašujete? Ja, Twitter dopušča samo 4 opcije, zato sem potem tudi dal kot opcijo 4, da lahko komentirajo. Zdaj nihče od teh se sicer ni izjasnil, koga so mislili, ampak najverjetneje gre tukaj za Jokića, no, morda pa tudi nekakorkoli prosta presoja. Še ena izjemna novica za vse navijače slovenske košarkarske reprezentance. Zdaj, da najprej omenim, da je najprej, kolikokrat še bo ta najprej. V glavnem, novico so sporočili prvi pri Grški košarkarski zvezi, da bo natančneje 4. avgusta prijateljsko srečanje v okviru priprav na svetovno prvenstvo med Grčijo in Slovenijo. Že nekaj časa se ve, da bo pripravljen turnir tudi v Španiji, malo pozneje avgusta, na katerem bodo nastopile le 3 reprezentance, in sicer eminentna družba Španije, Združenih držav Amerike in pa Slovenije. Ampak hej, ravno malo pred tem, se pravi danes, je prišla pa v javnost novica o tem, da bo
Slovenija gostila Grčijo in sicer še prej kot 4. augusta, namreč 2. augusta v Stožicah seveda. Tako da grška zver, Greek freak Giannis Antetokounmpo, tokrat pričakovan v Ljubljani, če smo lani lahko spremljali Nikolo Jokića, tokrat Giannisa Antetokounmpa. Spektakel, mislim, da je s tem zagotovljen. V redu, to je to za danes, mislim, da smo bili kar izčrpni. Hvala še enkrat, da me spremljate. Če ste tukaj prvič, vabilo, da se mojemu kanalu pridružite. Do naslednjič, lepo vas pozdravljam. Gregor iz kanala Greg Sport.